Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci iz Murske Sobote, kjer bomo spremljali zadnjo tekmo četrtega kola državnega nogometnega prvenstva. Ja, Tour de France in pa izjemni slovenski uspeh Pogačarja in Rogliča je. Tako da so nogometaši Mure uspeli to žogo izbiti, to da Gorica še vedno poizkuša. Volarič zdajle s podajo v sredino, Obradović je moral zdajle se izkazati, jezi se Ojevusi, ki je tam streljal tudi z glavo. Omenjali podajo v sredino, strelj proti vratom. Toda na koncu žoga mimo vrat. 15. minuta prvega polčasa, dinamičen začetek tekme, tudi že nekaj priložnosti in zdaj se Karničniku ogromno prostora odpira, priložnost za strelj, naravnost v roke Likarja. Podaje kar nekaj prestreženih, zdaj znova Volarič, pa Ojevusi. Poskus dvojne podaje, Ojevusi lahko strelja in tudi je. Dobro zdajle. Ja, predvsem trener Šimundža vnaša v moštvo Mure eno kontinuiteto. Zdajle Horvat ima še eno priložnost, to je bil zdajle nevaren strelj Tomija Horvata. Strelj po tleh. Negotovih trenutkov, tole je zdaj znova priložnost. Cipot, Maroša ima priložnost, znova Likar, pa Cipot še enkrat prek vrat in tudi prek strehe stadiona. Ale poizkus tudi preigravanja, Štrakl je poizkušal, padec zdajle morda igra z roko in pa 11 metrovka. Zanimiva zdajle situacija, Kavčič je igral z roko. Maroša ali Likar, Maroša in po sredini je premagal Likarja. Veselje na Fazaneriji, vodstvo Mure z 1-0. Ja, 53. minuta. Likar se je odločil za svojo levo stran, v bistvu je imel že prej v glavi ta svoj načrt, Maroša pa rutinirano, v bistvu strelom po sredini. Današnji kapetan tudi, Amadej Maroša. Strelom po sredini je nekako presenetil Likarja, ki si je izbral, ko vstopajo igralci novi v igro. Ja, zdajle poskuša Gorica, Smajlagić, znova Smajlagić se je odločil za strelj in pa zdajle odbita žoga. Ojevusi je imel priložnost. Moram biti zadovoljen po takšni tekmi, je pa dejstvo, da smo glede na samo ekipo, ki smo jo postavili na igrišče, dobili neke nove igralce, neko novo možnost. V vsakem primeru brez prejetega zadetka po takšni tekmi, ki je bila v Evropi, danes odgarati na takšen način, za takšnim pristopom, mislim, da so si fanti zaslužili vse 3 točke. Ja, moram reči, da ostaja grenek preokus, kajti v prvem polčasu smo se ustvarili nekaj dobrih priložnosti, nažalost nismo realizirali. Mura pa v drugem polčasu izkoristila to nerodno situacijo in na koncu zmagala. Moram pa poudariti, da fanti so bili skozi cel teden dinamični, živi na samem treningu, tako da jaz sem danes bil pred tekmo miren in sem pričakoval, da bojo fanti odigrali eno dobro tekmo.